Portal 100. Intervju. Dobrodošli v Portal 100 intervjuju. To je prva sezona in 9. epizoda. Tokrat pa je z mano ena ženska, sicer je najverjetneje poznana bolj tistim, ki imate radi elektronsko glasbo. Naj se vam kar sama predstav, torej, kdo si? Lepo pozdravljeni. Moje ime je Ksenija Filipič, pod umetniškim imenom Ksenija in sem profesionalna DJ-ka. No, sej zato sem ti rekel, da kar sama izgovor tvoj naziv, ker jaz bi zihkaj narobe rekel, tako da hvala ti, si me že rešila v bistvu. Ni zakaj, mi je veselje. Mene najprej za začetek zanima sploh, kdo si, kaj sicer počneš. Majčkeno v bistvu opiš sebe na kratko za začetek. Sem DJ-ka v prvi vrsti, drugače pa učiteljica po izobrazbi in moram reči, da sem zelo energična oseba. Ta moja pot DJ-stva pa je bila res, bom rekla, zelo eksplozivna, zelo filmska, ampak še daleč od tega, da bi bila enostavna. Nič v življenju pri meni ni enostavno, ampak moram pa reči, da živim svoje sanje. Kako si se pa sploh odločila za pot DJ-stva, da boš ti postala DJ? Kaj je bila zate tista prelomnica, ko si rekla, jaz bom pa to delala, ker me pač to veseli? Ja, pravzaprav, to je neka strast, ki je v tebi, a ne? To že v bistvu se rodiš s tem čutom za glasbo in jaz sem vedno čutila, da me to neizmerno privlači. Potem pa se je moj partner domislil, ki je tudi v bistvu idejni vodja vsega, da bi pa lahko postala profesionalna DJ-ka, ampak sem rekla, pa to je pretežko, kako? In bilo je kar nekaj podvprašanj, ampak ko sem jaz to sprejela, ta izziv, se pa je vse skupaj zares odvijalo kot v filmu in sem zelo uspešno uresničevala cilje. Kakšni so pa bili kaj začetki tega, ko si dejansko začela se s tem ubadati, s tem ukvarjati? Že sami začetki so bili zelo profesionalni, ker pravzaprav sva si to z mojim partnerjem zadala kot projekt. In pri nas, ko se nekaj lotimo, je potem vse izpeljano zelo profesionalno, se pravi, to je tudi veliko dela, truda, veliko odrekanja, ampak strogo začrtani cilji in dejansko s požrtvovalnostjo, z vloženim časom in trudom jih potem tudi dosežeš. To je pa lepo. Zdaj, ti si tudi po poklicu učiteljica, kot si že prej rekla. To sta taka dve branži, ki sta si precej različni med sabo in obe dve zadevi terjata veliko enega dela. In kako lahko ti pa sploh usklajuješ, se pravi, delo učiteljice in delo kot DJ, ne? Ker najbrž je na enem in na drugem področju precej dela. Res je, v bistvu tu sta dve panogi, ki terjata človeka v celoti, ampak meni je pravzaprav dobro, ker mi je ena zadeva ventil za drugo, tako da pravzaprav, če sem veliko v šoli, mi je potem DJ-stvo kot pravzaprav neka relaksacija ali obratno. Je pa res, da nimam več nič prostega časa, Miha, tako da to se je res spremenilo, odkar sem profesionalna DJ-ka. Vsi vikendi so zasedene so vse počitnice, ampak sem rekla, da dokler bo tako, da bom jaz čutila znotraj sebe, da sem srečna in da so srečne množice ljudske, ki jih osrečujem pod svojo glasbo, vem, da sem na pravi poti. Pa te v šoli, recimo, učenci ali pa zaposleni te podpirajo pri tem, se pravi pri tem, da si ti DJ, ali so bili mogoče kakšni pomisleki kdaj, ali so rekli, super, v redu, nimamo nič proti temu, ko se ti s tem pač ukvarjaš? Ja, k sreči naj povem, da doživljam res maksimalno podporo, zato je tudi moj delovnik v šoli nekoliko manj natrpan, kot bi bil drugače, če bi bila le učiteljica, kakšen prosti dan več dobim in imam 100% podporo, zato v bistvu lahko usklajujem, tako da ob strani mi stojijo tako nadrejeni, kot sodelavci, ne nazadnje pa tudi moji učenci, kar je res takšen topel občutek, ko v bistvu so otroci ponosni na svojo učiteljico, ko jo vidijo po časopisih, po televiziji in podobno. Zdaj jaz priznam, jaz sem zate zvedel iz maila, ko mi ga je poslala ena novinarka. Mogoče sem že prej kdaj zate slišal, ne bom trdil, da se ne bom za jezik ugriznil prehiter, ampak da mi majčkeno opiš,
kje si že vse nastopala, kaj je v bistvu že vse za tabo? V bistvu tvoji nastopi, kje vse si nastopala? Pravzaprav se je pri meni začelo že v samem štartu kar z večjimi odri in v bistvu to je tudi moj cilj, tako da sem se v celoti pripravljala od samega začetka na večje nastope. In v bistvu zdaj še en cilj, ki sem ga dosegla, je pač bilo prisostvovanje na Ultra Euro. To še prideva do tega, To je pač največji mejnik v moji karieri, drugače sem pa sodelovala že z Bobom Sinclairom na enem italijanskem festivalu, obiskala sem že Azijo in imela turnejo po Aziji, kjer so tudi bili prisotni zelo veliki odri, nekaj večjih festivalov po Španiji, potem tudi na Poljskem, v Italiji in kar po večjih evropskih državah. Se pravi, da za tabo je že kar, recimo temu, bogata uspešnica nastopov, no, tako da... Tako je. Zdaj, če ne upoštevava Ultre, kater nastop ali pa dogodek ti je najbolj ostal v spominu? A imaš kakšen poseben dogodek ali pa nastop, ki se ti je zgodil, pa zakaj? Ja, če bi morala izbrati enega, ki mi je posebej ostal v spominu, je to nastop s Tajske mi je ostal v spominu, z Bangkoka, kjer je v bistvu šlo za res popolnoma drugačno publiko, ki posluša popolnoma drugačno glasbo. To je terjalo seveda popolnoma drugačno pripravo DJ-ja in tudi drug svet je tam, no, popolnoma drugačni efekti, v bistvu tehnološko so zelo napredni, mešalke so bile popolnoma drugačne, tako da res nepozabna izkušnja, no poleg tega pa je tudi azijska gostoljubnost bila res na vrhuncu, tako da nepozaben nastop. Kje ti je pa lepš nastopati v naših koncih, recimo Evropa, ali bi šla še kdaj dole? V bistvu mi je povsod lepo nastopati, vsak nastop je poglavje zase, tako da nastopala bom in po Evropi in po Aziji, plani so že v pripravi, tako da se že neizmerno veselim. Zdaj pa majčkeno zanima o tvoji glasbi, ki jo pripravljaš za publiko. Kako se v bistvu ti sploh lotiš tega, da se prav pripraviš nek program glasbeni? Sej me razumeš, kaj te hočem vprašati. Na podlagi česa ti delaš, na podlagi tega, kaj ljudje največ poslušajo, ali kako v bistvu ti pol narediš nek večer v klubu? Zdaj, glasba se pravzaprav res, to je zelo velik poudarek na glasbi, kako se izbira, a ne? Jaz v bistvu vedno imam v mislih seveda ljudi, tudi državo, kamor sem namenjena, ker jih hočem pravzaprav razveseliti, ampak nikakor pa ne smem pozabiti nase, tiste okvirje, v katerih je pač tudi moj stil glasbe, da jaz potem lahko žarim. Nikakor se ne bi nikoli primerjala z DJ-ji, ki so v bistvu DJ-ji, ki spuščajo glasbene želje, to je skoraj da tako, da si jukebox, tega pri meni nikoli ne boste mogli opaziti, pa čeprav tako rada gledam na poslušalce, v bistvu do te meje pa nikoli ne grem, tako da izbiram skrbno, da je v bistvu potem tudi nek vrhunec dosežen in da ima rdečo nit. Poslušaš samo elektronsko glasbo ali tudi kaj drugega? V bistvu poslušam tudi kakšno sproščujočo glasbo, drugače pa kar elektronsko glasbo. Kateri so bili pa tvoji največji izzivi, s katerimi si se soočala na poti do uspeha? Ja, izzivi so zelo raznoliki, mogoče če začnem kar pri tem, da sem ženskega spola, to je lahko prednost, lahko je tudi pomanjkljivost, ker pravzaprav, če si ženska, se še vedno pojavljajo pač kakšni stereotipi, da smo mogoče manj sposobne, ampak je tudi vedno manj tega, ker pač dokazujemo ženske nasprotno, smo zelo že tehnično podkovane. No, potem seveda so tudi tu kakšna nespodobna povabila, ker sem ženska, ampak zato imam svojega bodyguarda. No, kot NPR? V bistvu, ne vem, včasih je bil paket za Viljer, poleg nastopa v bistvu kakšno celoto, no, tako da v bistvu to smo zelo pozorni, tudi pravim, to je bodyguard, ki je tudi moj partner in menedžer, tako da tole skrbno prečesujemo in dejansko se izogibamo takim stvarem. No, drugače pa je potem tudi, kot sva rekla, mogoče, kot so takšni izzivi, je pa tudi premagovanje razdalji, ker to gre za medkontinentalne razdalje, kakor tudi premagovanje časovnih razlik.
To se je treba potem biti kar fleksibilen, no drugače pa izziv tudi, da si kompetenten na vseh različnih mešalkah. Ker mešalke, to je pa pač tehnologija, vedno grejo naprej, se razvijajo in dejansko dohajaš ta razvoj? Ja, ker v bistvu tudi delam sproti, še vedno z najboljšimi DJ-ji slovenskimi sodelujem, ki si pač imamo takšna druženja, kjer razglabljamo o tem. S kom pa sodeluješ z našimi, če te smem vprašati, če ni skrivnost? V bistvu z večjimi DJ-ji sodelujem, drugače pa največ sodelujem z DJ Avadoxom. Lepo. No, vse glede tega, ne, da so ženske DJ-ke, meni se to načeloma ne zdi nič tazga. So včasih tudi rekli za šoferje, ki avtobus vozijo, ker so ženske prišle, so tudi vsi čuden gledali. Jaz se prav spomnim, prišel na avtobus, pa je ženska, kakšen moški prišel prav čuden pogledal, a vi voste? Ja, a je kaj narobe, če ženska za volanom sedi, ne? Tudi ženske znamo prevzeti volan, a ne, krmilo. Tudi za mešalno mizo, ne? Tudi. No, to sem mislil, tako sem jaz mislil povezati to, ne? Zato sem te pa tudi nekako hotel na to napeljati. A imaš tudi na podlagi tega kakšne negativne komentarje? Si kdaj imela kakšen nastop, ko je bil, ne vem, zate, ko si doživela kakšen šok ali pa karkoli tazga? Je bilo kdaj kaj tazga v bistvu? Glej, Miha, v showbiznisu je to prisotnega, veliko tega, tudi negativnih komentarjev, seveda, ker v bistvu to gre zraven, a ne? Tudi pri vseh uspešnih ljudeh, nažalost je to v paketu, ampak praviloma je to vedno od manj uspešnih ljudi, nezadovoljnih ljudi, ki pač sproščajo sebe na tak način, da v bistvu sebe poveličujejo, druge pač ponižujejo, ne? In v bistvu to ti da le trdo kožo in pač z leti prideš do tega, da jih moraš zanemariti, ne? Tako da v bistvu to je del vsega tega showbiznisa in v bistvu moram reči, da kljub temu, da se srečujem, me niti malo ne iztirijo, ampak mi dajo še novega zagona te komentarji. Zdaj gremo pa na festival Ultra Europe, ki je potekal, prosim za datum. Kdaj je bil ta festival, da ne bom narobe rekel? Ta festival je še zdaj popolnoma svež, ker se je v bistvu končal prejšnji teden. Moji občutki so še zelo intenzivni, ker je v bistvu bil svet v malem, 150,000 obiskovalcev. No, Sira, kar počas. Najprej me sploh za začetek zanima, od kje je ideja, da se na to prijaviš in kako je to potekalo? To v bistvu ni tako, da se prijaviš, to te opazijo in te povabijo, tako da v bistvu jaz sem to doživela v bistvu res kot eno veliko priznanje, da so me opazili ob vsej tej množici DJ-jev in da sem imela priložnost sodelovati na tem velikem odru. Se pravi, te morajo v bistvu oni zagledati pa reči, evo, ta bi pa mogoče bila za tam in v bistvu te pol zberejo, oziroma te povabijo, če hočeš priti na ta festival. Moraš biti dovolj dober, dovolj odaren in dovolj dober management imeti, da te opazijo. In ti si bila prva Slovenka, ko je nastopila na tem festivalu. Kako si se počutila, ko si nekako izvedela, da je zdaj to, da si prišla noter v to? Ja, v bistvu to je bila res ena res lepa nagrada za moje delo, za moj trud in kaj ne rečem, veliko priznanje, no, in mi je še daje veliko zagona za naprej. Tako da je to zdaj, bom rekla, šele kot nek začetek novega levela, kot neka odskočna deska za res velike stvari. Kakšne velike stvari pa ima zdaj v planu, glede na to, da tega festivala je konec, ti si svoj nastop tam opravila, predvidevam, da z odliko, da so bili obiskovalci zadovoljni. Kakšni so pa zdaj plani za naprej, ker najbrž to ti je nekaj prineslo zdaj ta nastop? Vsekakor, se je odvisno od posameznika, kako se znaš naprej stržiti, ampak dovolj je, da so me opazili spet svetovno poznane agencije in ponudbe že dežujejo. Je pa res, da imam jaz tudi svojo agencijo, svojega menedžerja in to sedaj v bistvu skupaj usklajujemo. Dokler še pa ne pride do podpisov pogodb, pa nažalost ne moram še govoriti o podrobnostih. Potem mi mogoče malo povej, kako ta nastop tam dol sploh zgleda, ker mislim, da si to, jaz na tem festivalu še nikoli nisem bil, verjamem, da mrzdo, ki bo tole si poslušal, tudi verjetno ni bil. Kako to sploh poteka, kakšne so kaj priprave na to? Če nam to lahko majčkeno opišeš, že pred nastopom, v bistvu že, recimo takoj, ko si izvedela, da si sprejeta, kako si se sploh pripravljala, kaj tam ljudem dol zavrteti, da jih dejansko očaraš? Če lahko mogoče s parimi stavki vse to opišeš, da si znamo narediti mi predstavo, kako en tak nastop poteka, ne? Ker
Jaz mislim, da to ni enako, kot če gremo mi na nek koncert poslušati neko skupino, ko igra oziroma gledati. Ne. Je tukaj mačkan drugače v bistvu, ne? Ja, zdaj priprava je terjala res nekoliko več. Za tako velik nastop, kot je Ultra Europe, v bistvu nekaj celostnega je tukaj bilo potrebno vložiti. Vse od izbora glasbe, potem sem naredila svoje remikse, ker je zelo pomembno, da ljudem daš nekaj svojega, svojo noto, ne? Potem pa še tudi ta tehnična dovršenost. To pa je tudi trajalo kar veliko mesecev, sem se posebej za Ultro pripravljala. In fizična kondicija, to pa tudi v bistvu, ker je potrebno dati vse do zadnjega atoma za moje pojme od sebe. Drugače sem bila tudi obarvana v barvi Slovenije, sem predstavljala Slovenijo kot državo in dejansko sem z odliko pač tudi uspela. Veliko ljudi me je opazilo, veliko podpore Slovencev sem imela in tudi svetovnih medijev, kjer sem pa tudi z veseljem omenila, odkot prihajam in kdo sem. Tako da res ena zelo pozitivna izkušnja. Je bilo kaj posebenega na nastopu, se ti kaj takega zgodilo, ker ne boš pozabila nikoli? Mislim, saj verjamem, da je bil že komplet nastop nepozaben. Je bil kakšen tak dogodek tudi na Ultri, ko bi ga mogoče izpostavila? Ali... Ja, res. Najbolj mi je ostala v bistvu pred očmi slika, ko so ljudje na ves glas pripevali moj remix Čau Bela, ki je takšen svetovni zgleda komad. Pač jaz sem ga naredila z namenom že v Dolomitih, ko sem obiskala jih. In tukaj na Ultri se mi je zgodilo, da so me res podpirali, vzklikali Čau Belo, besedilo moje ime, tudi slovenske zastave so plapolale in to je res en takšen nepozaben občutek. Se pravi, publika praviš, da je bila zelo zadovoljna in da je tudi sodelovala in da v bistvu, če bi mogla zdaj oceniti celoten tvoj nastop, ga lahko oceniš za zelo uspešnega. Pač ni lepo, da se hvalimo, ampak, no, ampak se je dobro pohvaliti. Jaz vem, ker sem res dala vse od sebe do zadnjega atoma moči, kolena so se mi na koncu že skoraj da šibila, tako da ko to veš, da daš res celega sebe, zagotovo je dobro uspel, ker to se čuti. To so tudi ljudje začutili in dejansko so mi dali res ogromen support, za kar se jim neizmerno zahvaljujem in sem hvaležna. Kdo pa je sicer še dol od poznanih nastopov, DJ-jev in verjetno si šla še kakšen drug nastop si pol pogledati? Ja, šla sem predvsem malce zadihati, malce se sprostiti in v bistvu uživati, da si to gledam še z neke druge perspektive. Zdaj poseben vtis na mene naredijo vedno DJ-ji, ki imajo to interakcijo z ljudmi, ki pač uspejo vzpostaviti to povezavo, ker v bistvu tudi sama menim, da tisti DJ najboljši, ki to uspe in recimo eden izmed takšnih je bil Martin Garrix. Ostalo je bilo pa res ogromno svetovno poznanih DJ-jev, ki bi jih pa bilo preveč, da jih sedaj naštevam. Ultra je zdaj za tabo. Saj sva se že prej nekaj malega o tem pogovarjala, kakšne imaš zdaj kaj plane za prihodnost. Mislim, da smo o tem že prej nekaj rekla, ampak verjetno z glasbo se še naprej ukvarjati. Vsekakor, čim več lastne produkcije, čim več sodelovanj s poznanimi DJ-ji, ker to tako vemo vsi, da to prinese še večjo prepoznavnost in seveda čim več večjih odrov, svetovno poznanih odrov, tako da želim si mednarodne kariere in dejansko v parih letih, da me posod poznajo. A bi ti pustila poklic učiteljice, če bi se ti tole, verjamem, da se ti je že zdaj kariera dobro odprla, ampak če bi imela res toliko dela s tem, a bi kdaj pustila ta poklic pa se posvetila samo glasbi? V tem danem trenutku v bistvu imam neko drugo idejo, da bi celo povezala poklic učiteljice in DJ-stva, tako da bi mogoče postala učiteljica za mlade DJ-je, za mlade upe in bi odprla šolo DJ-stva, tako da ne vidim, da bi jaz prav pustila ta poklic poučevanja, ker v bistvu to sem jaz in dejansko bom kvečjemu usklajevala, ne bi pa nikakor zaenkrat se odrekla nobenemu poklicu. Kaj pa sicer Ksenija še kaj počne v prostem času, še takole na koncu, za konec bolj, poleg glasbe pa učiteljstva? Sej verjetno časa nimaš veliko, odprave že sama, ne, tako da... Ja, to se gre bolj za način življenja in v bistvu sem že od nekdaj zaprisežena športnica, tako da ves svoj prosti čas si razporedim tako, da imam čas za kickboks, za treninge fitnessa, potem tudi za potovanja, ki sedaj seveda z roko v roki usklajujem z DJ-stvom in za kakšno modno industrijo, ker me vsa ta lepota in industrija tudi zelo veselita.
Tako da to usklajujem, dejansko pa je vse povezano že med samimi nastopi, ne? Ker je to tudi priprava, pa so stylingi, pa je lepotičenje, pa fizično moraš biti pripravljen, tako da dejansko je vse nekako povezano v celoto. Te, se pravi, tvoji bližji, kot praviš, partner in ostali podpirajo pri vsem tem, kar ustvarjaš, ti stoji ob strani? Ja, moj partner je moj največji suport, za kar sem mu neizmerno hvaležna. V bistvu je tudi idejni vodja, kot sem že omenila. In se mi zdi, da je pomembno, da imaš neko osebo, ki ti stoji ob strani. Dejansko on je vse v enem, je tudi moj bodyguard, šofer, fotograf, tako da ne potrebujem sama hoditi po svetu, kar je potem vseeno lažje za žensko. Tudi s strani staršev, sodelavcev in prijateljev doživljam podporo, tako da z te strani lahko rečem res ena lepa hvala vsem. Prej sem te hotel vprašati, pa sem pozabil, zdaj sem se pa spomnil. V Sloveniji lahko razkriješ, kdaj nastopaš kaj, imaš že kakšen datum, ki ga lahko poveš, kdaj te lahko pridejo ljudje pogledati, ali se še ne ve, oziroma se še ne sme vedeti? Ja, v Sloveniji zdaj takoj po dopustih se v bistvu največ družimo v Prlekiji, v Ljutomeru, v Križevcih, tako da bo zelo, bom rekla, zanimivo in tudi seveda veliko novosti pripravljam, tudi svojih novih remixov in to so pač moji domači konci in verjamem, da bo spet zelo veselo in nabito, kot je bilo nazadnje. Kaj bi pa svetovala mladim, ki se odločajo spustiti v glasbene vode? Mladim lahko svetujem, da v bistvu naj uresničijo svoje sanje. Sploh, če sta pravega testa, da so vztrajni, da imajo svoje cilje pred seboj, da so delavni. Kolikorkoli zavrnitev se jim bo zgodilo, to je zelo normalen pojav, naj ne obupajo in dejansko to delo požrtvovalnost potem vedno prinese sadove. Mislim, da tudi mladim lahko povem, da naj bodo ponosni, da so tudi, če smo z tako majhne dežele, da to ni ovira, da imamo vseeno dovolj takšnih uspešnih ljudi, kateri so pravzaprav lahko njim za vzgled, za neko motivacijo in dejansko je možno doseči, kar si zadaš, torej uresničiti svoje sanje. In mislim, da si naredila en prekrasen zaključek, jaz nimam več kaj dodati. Če imaš še kaj sama zapovedati ob koncu, ti dam možnost. Miha, hvala tebi za povabilo. Moram reči tudi, da si izjemen človek, me veseli, da smo se spoznali in si tudi ta pravi motivator. Drugač pa najlepša hvala res vsem, ki mi tako ali drugače stojite ob strani, ki ste z mano v živo, ki ste z mano na različnih medijih, veliko norih stvari še pripravljamo. Pripravljeni smo za next level, tako da gremo novim zmagam in izzivom naproti. Hvala vsem skupaj. Jaz pa za konec rečem hvala vsem, da ste bili z mano oziroma z nama. Če vas karkoli zanima, mi smo doma na Facebook, Instagram in pa imamo tudi svoj Discord server. Uživajte in lep pozdrav.